Nekatere bolezni potekajo hitro, druge bolj počasi. Recimo en primer enih takih bolezni, ki potekajo počasi, so Ne-Hodgkinovi limfomi. Nizko maligni so neredko takšni, ki danes gremo k zdravniku za vsak prehlad, za vsako manjšo stvar in ugotovimo stvari, marsikdaj kakšne resne bolezni nehote v narekovaju, brez da bi jih iskali. Mi pa seveda to zaznamo in potem tudi odkrijemo bolezen, postavimo diagnozo, vendar bolnik nima nobenih težav. Bolezen ima, čeprav je to neka rakava bolezen, vendar nima nobenih težav. In za številne take bolezni, recimo dejansko so najbolj znani, po domače povedano, limfomi, lahko pa tudi mielodisplastični sindromi, zelo redko kakšne akutne levkemije, lahko tudi kakšne kronične levkemije. V večini primerov se to nanaša na stanje ob odkritju bolezni, pa tudi kasneje, recimo, ko neko zdravljenje zaključimo, ko se bolezen spet umiri. Kadar se odločimo za to politiko, je bolezen sama po sebi prijaznejša kot sicer. Takrat, ko je bolezen bolj žleht, po domače povedano, treba je namreč vedeti, da danes recimo neka diagnoza, recimo diseminirani plazmocitom, ki je bila včasih nekje ena bolezen, je dan današnji recimo 100 podoblik te bolezni, ki se lahko obnaša od zelo prijazno, narekovajo, da bolniku ne dela škode, do zelo agresivno in je povezana z zelo kratkim življenjem. Vmes imate pa še 100 variant. In treba je to ovrednotiti, zdaj kam ti sodiš. Za številne bolezni, nekje v začetnem obdobju vemo, da če jih zdravimo ali ne, da je ista figa. Po domače povedano, da bolnik dobi zaradi našega zdravljenja samo težave, neželene sopojave, koristi pa nobene. Niti ne kratkoročne, v smislu, da bi se boljše počutil, niti ne dolgoročne, da bi dlje časa živel. Tako da nabija, v narekovaju, samo neželene sopojave zdravljenja brez kakršnekoli koristi. In takrat naredimo zanj največjo korist to, da ga opazujemo, da ga redno opazujemo, naročamo ga na kontrole recimo na 3-4 mesece, tako da vidimo, če se pojavijo težave, da začnemo ukrepati. Neredko so to recimo nepojasnjena povišana telesna temperatura, kar naenkrat začne hujšati, se ponoči poti, tako da recimo nekajkrat na noč se preobleče pižamo. Če se kaj takega pojavi, potem je prav, da takoj pokliče svojega lečečega zdravnika in ne čaka recimo 3 mesece, da pride na vrsto, ampak pride takoj v obravnavo. Naj povem, da ta politika aktivnega opazovanja ne temelji nekje na mojem občutku, da se meni to zdi, da mogoče tale ne bi zdravil, ampak da so jasne podatke iz literature, raziskav, da v skupini bolnikov, ki imajo te in te karakteristike, zdravljenje v tisti hip ne koristi oziroma lahko celo škodi. Potreben je črpen pogovor, treba si vzeti čas, včasih uro, 2, ni problem, v ambulanti to težko naredimo, ker je gužva, lahko pa vedno bolnik pride do nas izven ambulante, takole pokliče, pa se dogovori na dan, ko smo na oddelku, ko imamo čas zanj in mu pač izčrpno povemo. Včasih je recimo problem ta, da recimo nekdo ima povečane bezgavke na vratu, pa ne rabi zdravljenja, pa ga to moti, za videti, ker se recimo v službi ljudje ozirajo za njim, na ulici se kdo ozira za njim. Tako da en izmed momentov, da se odločimo za zdravljenje, je lahko tudi tak. Nenazadnje je bolnik tisti, ki pove, kako je. Tudi potem, ko se enkrat težave začnejo, niso težave tako, da začnejo, kot da bi odrezal, ampak težave pridejo počasi. In se je dostikrat za odločiti, ali zdraviti ali ne. In je bolnik tisti, ki pove, ali so mu težave tako hude, da je kvaliteta življenja postaja nična, oziroma da vpliva na njegovo kvaliteto življenja, ali pa je življenje kljub tem začetnim težavam še znosno. Če za vzgovor ga ni, tako da če vsi berete sami, poskušate ustvariti sliko sami, imate veliko verjetnost, da si boste brali narobe in delali narobe zaključke. Razumem to, da je nekatere zanima, ampak nič nimam proti, če si kdo bere, ampak dajte se, tista osrednja točka pa mora biti pogovor z lečečim zdravnikom. Ta si pa mora, ponavljam še enkrat javno, mora, tukaj ni pardona, vzeti čas, kakor ga bolnik zahteva, da mu to pojasni, tako da mu je to jasno. Praktično nič ne morejo storiti sami zase. En kup nekih pripravkov, ki obstajajo na trgu, pomagajo predvsem oziroma samo tistemu, ki to prodaja, da si napolni svoj žep, ponavadi na račun tistih, ki so bolani sami po sebi in bi potrebovali mogoče denar za malo kvalitetnejše recimo življenje, hrano, kakšne bivalne ugodja in tako naprej, tako da sami ne morete narediti nič. Živite zdravo, gibajte se, kakor vam pač bolezen dopušča. Jejte zdravo, ne se izstradati, odsvetujemo neke diete, izključevalne,
neko veganstvo in tako naprej, ker bolezen, je tako kot en velik zajedalec, vam jemlje energijo in če vi pojeste 100% nekega hranila, recimo, če imate bolezen, ki je agresivna, vam bo pojedla 50% tega energetskega odnosa, se pravi, boste vi polovico vsega, kar ste zaužili, dal v bolezen. Zaradi tega je treba jesti, če se stradate, potem stradate svoje zdrave organske sisteme, srce, pljuča, dihala, vse to, kar boste rabili, ko pridejo težave.